Telovadbo so v osnovnih šolah na našem ozemlju uvedli leta 1869. Mogoče se zdaj sprašujete, kaj ima to opraviti z oblačenjem in oblačili? Ima. Šolarji so sprva telovadili v čisto navadnih oblačilih, postopoma pa so šole začele zahtevati posebno telovadno opremo. Zdi se mi pomemben, da telovadimo v drugih oblačilih, med športno si prešvicana in da se bolj preoblečeš, da ne smrdiš, pa da se ne prehladiš. Za vsako priložnost rabimo v bistvu drugačna oblačila. Iz mojih oblačil lahko zveste, da sem športen tip. Jaz se ne strinjam s tem, da trenerka ni za v šolo. Ja, okej, je javna ustanova, ampak sej ti greš lahko tudi v Cankarjev dom v trenerki. Ob začetku letošnjega šolskega leta so se znova začela pojavljati mnenja o tem, kakšna naj bi bila primerna oblačila za v šolo. Znova zato, ker je ta razprava stara toliko kot javno šolstvo, torej okoli 250 let. Imamo tukaj primer iz leta 1907, ki ima med določili tudi bodi vsak dan umit, počesan, čedno oblečen, raztrgan ne bodi nikoli. Za mladostništvo je značilno preoblikovanje vrednot in idej, odkrivanje lastnega odnosa do sveta in zoperstavljanje avtoriteti. Množični upori z oblačili so se v šolah začeli v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja in to s kavbojkami. Potem malo daljše frizure za fante, vplivi Beatlov in tu so bile sankcije zelo hude, tukaj ni bilo milosti. Skozi vso zgodovino pa so bolj na udaru ženske, tudi učiteljice. Leta 1925 je takratni minister za šolstvo predpisal obleko učiteljic, da ne smejo biti krila kratka, kot je bilo takrat revolucionarno kratko, da so segale malo pod koleni. Če bi kot deklica osnovno šolo obiskovala konec 19. ali pa v začetku 20. stoletja, mislim, da tale moja pričeska ne bi bila prav dobro sprejeta. Pa moja oblačila najbrž tudi ne. A časi se spreminjajo in družbene norme z njimi. Sem rada mogoče malo na vintage oblečena, imam veliko striftanih oblek. Strgane kavbojke so primerne, če so strgane samo na kolenih, ne pa če so strgane čez celo nogo. In kdo je določil to pravilo? Ja, ne vem, kdo je to določil. Meni se zdi, da so crop topi primerni za v šolo, ker ne vem, kaj točno bi koga lahko zmedel. Ne vem, popek pa boki, kaj pač ni fore. Včasih sem se oblekla tako kakšno kiklo, ampak pa sem ugotovila, da je ful neudoben. Toda ne glede na to, kako smo oblečeni, se do nas ne sme nihče vesti neprimerno ali se nas brez našega dovoljenja dotikati. Zakon še posebej ščiti otroke stare do 15 let.